Kdo je po vašem mnenju danes na slabšem, najemnik ali najemodajalec? Definitivno najemnik je v slabši kar težko, a ne v prvi vrsti zaradi pomankanja ponudbe. Verjetno rešitev za najemni trg so neka javna najemna stanovanja. Sem šla malo pogledat po forumih in sem videla en zapis, ki se mi zdi, da tudi odraža nekak pogost sentiment najemnikov do najemodajalcev. In sicer je pisalo, vsi ti pohlepni tajkuni imajo po 10 stanovanj, mi pa plačujemo njihove kredite. 800 € za 40 let staro stanovanje brez izolacije, to je rob podnevi. Če bi se najemnik zavedal, da bo najemodajalec lahko po hitrem postopku uveljavil svoje pravice po sodni poti, če ne drugače, bi se brez skrbi tudi hitro rešil zadeve in odselil, če ne. Noben najemodajalec ne bo podpisal smrtne obsodbe na ta način. Če bi lahko danes samo eno stvar spremenili na slovenskem nepremičninskem trgu, kaj bi spremenili in zakaj? Danes je z nami Anže Urevc. Anže je vodja poslovne enote nepremičnine v podjetju Dom Plan in podpredsednik zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS. Z Anžetom bova danes govorila o zelo pomembni temi in sicer o najemnem trgu. To mislim, da ne rabim poudariti, zakaj je to pomembna tema, ampak samo, da malce konkretiziram številkami. V Sloveniji imamo trenutno po najnovejših podatkih SURS približno 160 000 praznih enot. Recimo, če odštejemo še počitniške enote, okrog 140 000. Največ praznih enot je v Ljubljani in v Mariboru, kjer je trenutno tudi največja stiska stanovanj. Tako da, Anže, lepo pozdravljen, dobrodošel. Lepo pozdravljeni in seveda hvala za povabilo. Seveda. Zdaj za začetek bi vas vprašala, kdo je po vašem mnenju danes na slabšem, najemnik ali najemodajalec? In zakaj? Lahko rečemo, da imamo en tak zanimiv paradoks. Obadva sta na slabšem, oziroma obadva sta kar v težki, neprijetni situaciji, če tako rečemo. Definitivno najemnik je v slabši kar težko, a ne v prvi vrsti zaradi pomankanja ponudbe. Vsi vemo, že po osnovnih ekonomskih zakonitostih, če imamo pač pomankanje ponudbe, pa povečano oziroma neko kar trajno, dosti visoko povpraševanje po najemnih stanovanjih, kam gre do cene. V najemnikom pa v prid lahko rečemo, da ne gre tudi ta zelo restriktivna in stroga zakonodaja, najemna zakonodaja, ki jo pač poznamo. Sicer verjetno je država imela v mislih dobre stvari oziroma pozitivne stvari za najemnike, da bi jih čim bolj zaščitila, ampak lahko reče, da jim s tem naredila medvedjo uslugo. Kaj pa recimo, bova ker do tega po mojem še prideva, da jim je naredila s tem medvedjo uslugo, ker, zdaj, če se gremo pa, kaj je pa slabo za najemodajalce, ker dejstvo je, da se zaradi tega iščejo stran poti, in te stran poti so za najemnike neugodne. In to pomeni, da je taka stroga regulacija je v bistvu tudi za najemnike slaba. Najemodajalci pa pač zaradi omejene ponudbe in povečanega povpraševanja vodijo igro in pravila seveda potem prikrajajo in delajo po svoje. Zaradi tega je pa potem v javnosti se širi slab glas, je neugledno danes biti najemodajalec in to se pravi, definitivno to pa ni dobro za njih. Pa, kar gre njim zelo neoprit, je seveda slabo delujoč, oziroma ne bom rekel slabo, da ne bom krivičen, ampak počasi delujoč sodni sistem, ki jim praktično onemogoča, da bi svojo pravico učinkovito in hitro uveljavljali na sodiščih. Tako da na trenutno stanje lahko rečem, da noben ni zmagovalec v tej igri. Seveda pustimo zdaj te finančne predispozicije, da ima najemnik premoženje, da ima nepremičnino, da ima denar in tako naprej, ampak to je itak že v osnovi, saj zato pa je najemodajalec, ker nastopa na tak način, ampak nobenemu pa, obema bi bilo pa lahko precej lažje in lepše, če bi nekoliko prikrojili vse skupaj. Bova šla zdaj na konkretne možne rešitve kasneje, ampak jaz bi najprej začela pri najemodajalcih.
Jaz poznam ene par lastnikov stanovanj, manjših recimo, to niso neki ljudje, da imajo 30 dodatnih enot, ampak ne vem, so podedvali eno stanovanje dodatno ali pa pač eno dodatno stanovanje kupili. Zdaj konkretno imam prijatelja, ki je kupil stanovanjsko enoto in jo je rekel, da jo bo oddajal, da s tem odplačuje svoj kredit, ne? In ta moj prijatelj je našel kot najemnico neko gospo, ki je delovala zelo pač v redu, delovala je zelo dobro situirana in predvsem pač je imela neko zelo primerno komunikacijo z njim in je predvideval, da bo najem potekel brez težav. Zdaj ta gospa je plačevala najemnino pol leta popolnoma normalno, bila zelo komunikativna in pač vse je potekalo brez težav. Po pol leta je pa gospa doživela neke pač finančne težave, kar se seveda vsakemu lahko zgodilo, ampak ona to ni skomunicirala pač torej svojemu najemodajalcu in je enostavno prenehala s plačevanjem najemnine, ne? In zdaj, kar se je zgodilo temu mojemu prijatelju, je, da je pol leta približno, preden je gospod nekako na vljuden način spravil ven iz stanovanja, on pokrival to najemnino, ne? Tako da, kako bi vi komentirali to situacijo, ker se mi zdi, da ni spet v primeru, kadar so težave, se mi zdi, da je to neka situacija, ki je med pogostejšimi in se mi zdi, da mogoče tukaj najemodajalec ni dobro zaščiten. Definitivno je to ena izmed zgodb oziroma ena izmed primerov zgodb, ker se kaže, da je recimo najemnik mogoče preveč zaščiten, pa najemodalec. Sicer to se sliši malo tako neprimerno zaščiten, ker ne vem, zakaj bi najemodajalca pravzaprav ščitili, ker on v osnovi določa pravila. Ampak to, ampak nekoga, ki oddaja svojo lastnino osebi za najemnino, seveda mora imeti primerne zaščite. Kako to mislite? Lahko mičkam bolj razložite? Ja, ampak on se lahko odloči, da ne oddaja svoje nepremičnine oziroma to je čisto njegova prostovoljna izbira. In zdaj, da bi bil že kar a priori in kako zaščiten, itak se pravi, je malo skrigano z logiko. Ampak država, pač cilj države je ne, da poskrbi za te, da bo najemodajalcem lažje ali pa da tistim, ki imajo denar, da ga bojo imeli še več in tako naprej. Ampak namen poslanstvo države in tudi samega stanovanjskega zakona, ki ureja ta najemna razmerja, je torej, da bi bilo čim več najemnih stanovanj, da bi bil najemni trg zreguliran in da bi si posameznik lahko za neko normalno najemnino privoščil najemno stanovanje in v njem tudi normalno bival. To je namen države, pač ker je že ustavna to se pravi ustavna naloga države, da zagotavlja pravico do bivanja in skozi stanovanjski zakon to naj bi to država počela. Zdaj, da pa to počne, pa ni nujno na način, da najemnika zaščiti kot kočevskega medveda, ampak da neke določene pravice da tudi najemodajalcu. In zato pridemo do tega, da najemodajalec lahko trpi kar visoke, to se pravi težke posledice, če preko nekega neugodnega najemnega razmerja. Tako da tak primer je čist življenjski, saj edina stalnica v življenju so spremembe, to je jasno, in je nemogoče, da mi na začetku najemnega razmerja zacementiramo to razmerje za večno, sploh, najemna pogodba za nedoločen čas za stanovanje se ne more odpovedati. Razen iz krivdnih razlogov ali če lastnik najemniku uredi primerno stanovanje. To se pravi neko drugo stanovanje, ki je po karakteristikah enako temu. In vsi vemo, da je to v praksi čist neživljenjska določba in da najemnih pogodb za nedoločen čas, dokler to bo, tako nikoli ne bo, ker si noben najemodajalec ne bo podpisal smrtne obsodbe na ta način. In raven zaradi tega, ker so pa spremembe stalnica našega življenja in nek najemnik lahko povsem in najemodajalec, da se razumemo, lahko na začetku povsem v redu, tudi deluje v redu in tudi razmišlja v redu, ampak pridejo finančne težave, pridejo ločitve, pridejo izgube služb, pridejo dediči v končni fazi, saj noben ni večen, tako da se zadeve spreminjajo. In prav je, da se tudi najemno razmerje temu prilagaja. To se pravi, da bi se tudi najemna pogodba, ki je sklenjena za nedoločen čas, lahko pod določenimi pogoji spremenila, odpovedala in tako naprej. Ampak
kar je pa v tem konkretnem primeru največji problem, je pa počasi delujoč sodni sistem. Sej, če bi se najemnik zavedal, da bo najemodajalec lahko po hitrem postopku uveljavil svoje pravice po sodni poti, če ne drugače, bi se brez skrbi tudi hitro rešil zadeve in odselil, če ne. Tako pa ve, da mu sodni sistem daje saj še 2 leti brezplačnega bivanja, če tako rečemo, je pa pač najemodajalec v toliko težji pogajalskem izhodišču. Torej, nekako, če povzamem, vam se zdi, da je največja pomanjkljivost trenutnega sistema to, da so postopki toliko počasni v primeru, če dobi najemodajalec problematičnega najemnika? To, kar v splošnem velja za naš sodni sistem, saj ne samo za temo, o kateri danes govoriva, ampak tudi v tej, ki je zdaj aktualna in podobnih, pač nekdo, ki je prava vešč in zna ta sistem izkoriščati, lahko tukaj kar fino profitira. Ker treba se zavedati, sem prepričan, da marsikdo od potencialnih investitorjev oziroma teh, ki se podaja na pot investitorstva, te slovenske folklore, ker je itak edina dobra naložba nepremičnina. Ampak, če bi nekdo naredil eno celovito analizo, smo je daleč od tega. Ena zelo pomembna stvar je subsidiarna odgovornost lastnika za dolgove najemnikov. Zdaj, tega sem prepričan, da velika, že sliši se to, kar sem zdaj povedal, verjetno marsikdo ne ve, zakaj se gre, ampak zadeva je preprosta. To se pravi, lastnik odgovarja za vse dolgove, ki jih najemnik pusti subsidiarno. To pomeni, da če jih najemnik ne plača, zdaj govorimo tukaj o predvsem stroških upravnika, elektrike, vode, skratka, vseh ostalih stroških, ki s stanovanjem nastanejo, pa jih v osnovi krije najemnik, to se pravi čisto preprosto obratovalni stroški, pa da jih on ne plača, to se pravi, ga ta dobavitelj ali upravnik recimo najemnika samo pozove k plačilu, če ga najemnik ne izvrši, je takoj dolžnik lastnik. In sigurno se, recimo sam prihajam iz enega večjih upravniških podjetij, te določbe se definitivno poslužujemo, ker tudi mi moramo priti do teh sredstev, ki nam jih stranke dolgujejo, in najemnik praktično nima nobenega premoženja. In izvršba zoper najemnika, če nima res neke dobre službe, je bolj, stranvržen čas in denar. Lastnik pa ima v končni fazi premoženje, to se pravi to stanovanje, če ne drugega, in definitivno izterjava zoper njega veliko lažja. In recimo nek najemnik, s katerim se lastnik spre, preneha plačevati najemnino in preneha plačevati tudi vse stroške. Tako se je zgodilo v tem primeru. Razen tistih, ki grozijo z odklopom. To je kakšna, recimo, stroške električne energije vsak plačuje, zato ker, v parih mesecih pride do odklopa. Kakšne kolektivne stroške, kamor so tudi ogrevanje, voda, smeti, upravnik, najlažje je pa upravnika ne plačevati, pač te dobave se pa normalno naprej izvajajo, ker so kolektivne in jih je treba izvajati zaradi drugih, in vse te stroške na koncu ali pa zelo hitro te dobavitelji začnejo bremeniti lastnika. In v celotno proceduro izseljevanja najemnika iz stanovanja je, to se pravi, ne samo, da ne dobiva najemnine, rečemo pač nekih teh dohodkov, kar ne bi nič bolelo, ampak dodatno še boli, ker plača tudi vse stroške. Razumem. Zdaj, jaz sem v uvodu povedala, koliko imamo mi praznih stanovanj, kar visoka številka. In zdaj, zato, da bi se nekako nek del teh praznih stanovanj aktiviral, je vlada napovedala, da bo dala davek na prazna stanovanja. Mene zanima, a se vam zdi to smiselno, a se vam zdi to res način, na katerega bi pripravili lastnike stanovanj, ki ne želijo svojega stanovanja oddajati, da bi oddali svojo enoto, ali je to nekako popolnoma zgrešena logika in bi bil bolj učinkovit, drugačen pristop k aktivaciji teh praznih stanovanj, ki so seveda nujno potrebna za to, da pač imajo najemniki ustrezna stanovanja in seveda, da cene niso tako visoke, kot trenutno so, ker ste povedali tudi sami, če je ponudbe premalo, gredo cene gora. To je pač nekako osnovno ekonomsko pravilo. Kako bi komentirali to idejo? Mislim, to vse drži. Zdaj,
Kar se tiče teh davčnih idej oziroma regulacije trgov, kakršnih koli z davčnimi prijemi, sem recimo imel, mislim, da bo zdaj že kar 2 leti nazaj na našem nepremičninskem posvetu v Portorožu s takratno sekretarko na Ministrstvu za finance, na Ministrstvu za finance in, ko ne rečem, kar en tak konflikt, kjer smo ravno to tezo zagovarjali, da se z davčnimi ukrepi lahko pač regulira tudi določene trge, kakršne koli že. Ampak njihovo stališče takrat je bilo, da davčna politika je izključno namenjena polnjenju proračuna in da mora država v osnovi zasledovati ta cilj. In da so Ministrstvo za finance, je pač Ministrstvo za finance mora skrbeti, da je državni proračun poln in to skrbi tako, da pozicionira določene davke. Zdaj, kaj bojo pa ti davki povzročali na trgu, je pa pravzaprav Ministrstvo za finance vseeno. V takšni smeri smo takrat debatirali. Ampak čez dobre pol leta po tistem se je pri nas mudila delegacija OECD-ja in je na koncu pripravila ravno eno poročilo o nepremičninskem trgu pri nas. In ena izmed ključnih ukrepov, s katerimi se lahko vpliva na nepremičninski trg, so davčni prijemi. In zelo kmalu je tudi poje ministrstvo spremenilo to ideologijo, pač da je tudi z davki potrebno regulirati nepremičninski, oziroma da je z davki možno regulirati nepremičninski trg. In definitivno ukrepi v tej smeri so smiselni. Ne bom pa rekel, da v taki obliki, kot so bili predlagani, tudi predlagani so bile neka izhodišča, v bistvu država ne moramo biti res samo kritični, zadeve hotela lotiti na nek mal širši način iskanja nekega družbenega konsenza, pa se je na koncu to zelo ne na lep način izjalovilo, pa zdaj smo v bistvu idejo o tem davku pokopali spet za nekaj let, kar je slabo. Definitivno bi pa z davčnimi prijemi lahko dobro vplivali na nepremičninski trg. Ne rečem, da res direktno samo z občitvijo praznih stanovanj, ker lastniki lahko zelo hitro naredijo ne prazne na papirju. Saj ta poskus smo že imeli, pa še sam se spomnim tistih časov, sem naredil kar nekaj služnostnih pogodb, ljudje so iznajdljivi. Pa so stanovanja takoj postala zasedena. Ampak definitivno imamo, kar se tiče te obdavčitve premoženja, nepremičnega premoženja, imamo še zelo velik potencial oziroma imamo še precej povsem na začetku. Kaj pa recimo, kaj bi se vam zdelo ustrezno na tem področju, kar se tiče obdavčitve? Imate kakšen konkreten predlog? Definitivno je nepremičnino premoženje potrebno obdavčiti na en bolj moderen način, kot smo pa zdaj, ko govorimo o tem nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki izvira še iz enega drugega družbenega sistema in kar je ironija, v osnovi ga itak plačuje najemnik, če se ravno dotakneva današnje teme. Tako da definitivno koraki v smeri obdavčitve vsega nepremičnega premoženja bi mogli biti narejeni. In zdaj sigurno danes imeti v lastništvu neko stanovanje, pa tudi če prazno, nekih večjih stroškov, razen pač teh obratovalnih in nekega minimalnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ni. Saj zgodba je zelo podobna pri zemljiščih, ravno tako, še manj, lahko sediš na hektarjih zazidljivih zemljišč, si res premožen posameznik, ta zemljišča so prazna, ti praktično nekih večjih stroškov s tem nimaš. In definitivno se z davčnimi ukrepi to da stimulirati, da ljudje saj začnejo razmišljati, da bi te stanovanja dali na trg. Ker to je moja teza že dolg časa, da mislim, da je Slovenija premala država, preveč reliefno, geografsko razpršena, da si ne moramo privoščiti nekega, bogatega gospodarjenja s prostorom, tako kot se grejo lahko večje države. Lahko nepremičninski trg ti povsem tržno reguliraš, verjetno na Kitajskem, v Ameriki, pač v državah, kjer imajo ogromno prostora, pa še delajo z njim povsem po kavbojsko. Medtem ko Slovenija se je vendarle odločila za nek
spoštovanje okolja, varovanje okolja, zelo močno varovanje kmetijskih zemljišč imamo. Ne. In če še naš relief pa našo majhnost damo skupaj zemljišč, praktično ostane več veliko, da bi lahko tržno reševali. Ne. Sigurno pa, če zaključim to misel, najemno situacijo ne bomo rešili z zasebnimi stanovanji, to je pa dejstvo. Zdaj, prej sem povedala eno slabo izkušnjo najemodajalca, pa da bo uravnotežen pogovor, greva še na slabe izkušnje, s katerimi se kar pogosto najemniki soočajo. Jaz sem šla v ta namen na portal Najemniški SOS, če poznate, in tam ljudje v bistvu lahko objavijo svoje slabe izkušnje. Jaz sem zbrala 3, ki se mi zdi, da so nekako med najpogostejšimi težavami, s katerimi se soočajo najemniki. Zdaj, kot prvo bi izpostavila nekaj, kar je še posebej velik problem, ker imamo cela Evropa ima rodnost zelo nizko, no? In problem je tudi stanovanjsko vprašanje. In ena gospa je napisala, oziroma gospodična, ne vem, koliko je stara, pogodbe so večinoma letne, želiva si ustvariti družino, a to pomeni, da bi se v visoki nosečnosti lahko znašla brez stanovanja. Najemodajalci na ogledih sprašujejo, ali sem noseča in kdaj bom noseča. Odlog starševstva je postal edina izbira. Zdaj, mene zanima, a je tukaj pomislek najemodajalcev lahko kakorkoli upravičen in pa kakšna bi bila po vašem mnenju lahko neka rešitev, ki bi ščitila tako najemodajalca, ščitila mu dala neko podlago, da se počuti varnega in suverenega, hkrati pa seveda mladim parom omogočala nekaj, kar je najbolj pomembno, da si lahko ustvarijo družino, ne, in da imajo dom. Ja, to je že eden izmed potrditev moje prejšnje teze, da bomo z zasebnimi stanovanji, to se pravi, ne vem, lastnikov, ki imajo 1, 2, 3, 5 nepremičnin, reševali najemni trg. Zdaj, lahko vse prepovemo, lahko vse diskriminatorne prakse, rasne, spolne in tako naprej prepovemo, ampak kaj se na trgu dogaja, tega definitivno ne bomo nikoli mogli preprečiti. In če si lastnik ne želi majhnih otrok v stanovanju, če se ne želi psov, če se ne želi, ne vem kaj, žensk ali pa moških, bo to dosegel. Ali prikrito, ali odkrito, ali pa ne prikrito. Tako da tukaj je neke rešitve sigurno, ne bo možno najti, da bi 100% držala. Zopet smo pa pri teh najemnih pogodbah za nedoločen čas. To se pravi, sigurno bi za neko konstanto v življenju lahko, to se pravi, bila sigurna pogodba za nedoločen čas edina tista prava, ampak v razmerah, kakor imamo zdaj, oziroma v danih razmerah ga noben najemodajalec ne bo sklepal pogodbe za nedoločen čas, ker si s tem praktično odpove stanovanju kot fizični dobrini. To se pravi, generira sicer nek denarni tok, ampak tega stanovanja pravzaprav, dokler bo najemnik hotel, ne bo mogel več uporabljati. Zdaj, če potegnemo recimo vzporednice z enim prastarim zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, ki ga je sicer zadnja, to se pravi, ta izhaja še krepko iz bivšega sistema, ampak ga je razveljavila šele zadnja novela stanovanjskega zakona iz leta 2021. In tam noter je bilo recimo za poslovne prostore pri pogodbah za nedoločen čas, pri pogodbah za določen čas seveda potečejo s potekom časa, pri pogodbah za nedoločen čas je bil pa odpovedni rok postavljen na najmanj 1 leto. Okay. Torej, in zdaj, če mi recimo preslikamo... Če kdo ne razume, kaj je odpovedni rok, torej to govorimo o tem, koliko prej mora najemodajalec oziroma najemnik povedati, da prekinja to razmerje. Govorimo o tem, da v trenutni situaciji pogodbe za nedoločen čas sploh odpovedati ni možno, brez krivdnih razlogov. Ja. Govorimo o stanovanjskih najemnih razmerjih. To pomeni, da če nek lastnik sklene pogodbo z najemnikom za nedoločen čas, mu lahko to pogodbo odpove samo, če bo najemnik kršil določila najemne pogodbe, ne bo plačeval najemnine, bo poškodoval stanovanje, bo bival več oseb v stanovanju, kot jih je v pogodbi, ali če mu zagotovi primerno drugo stanovanje. To pomeni, da ga bo preselil v neko drugo nepremičnino in to je zopet en tak lep poligon za pravdanje, ali je primerna, ali je primerljiva ali ni, ker lahko je nepremičnina povsem enaka, ampak je na drugi lokaciji in imajo otroci 5 minut dlje do vrtca, pa že ni primerljiva. Zdaj to potem sodišče presoja, kaj je primerljivo, kaj ne. Skratka, najemnik, to se pravi, in
take najemne pogodbe za nedoločen čas, da bi lastnik rekel, zdaj imam pa jaz tega dost, zdaj bom stanovanje prodal, odpovedal bom najemnika, ga sprazno stanovanje in ga prodal, ne more. Ne. V redu, lahko proda stanovanje z najemnikom, to je povsem možno in najemno razmerje zavezuje potem tudi novega lastnika v povsem enakem obsegu. Ne. Ampak koliko je tako stanovanje zanimivo za nekoga, je že vprašanje. Ne. Sigurno ga je boljš prodajati praznega. Ne. No in če se vrnem nazaj na poslovne prostore, pri poslovnih prostorih imamo pa, mislim, po prejšnji zakonodaji itak so najemne pogodbe pri poslovnih prostorih povsem proste, tukaj se lahko po zdajšnjih pravilih najemnik in najemodajalec dogovorita karkoli se hočeta, ker je pač večinoma to sklepajo gospodarske družbe. Ampak če se ozremo na ta prastari zakon, je predpisoval, da se pogodbe za nedoločen čas lahko odpovedo, kadarkoli, ampak z enoletnim odpovednim rokom. In če si zdaj predstavljamo, kaj pomeni priseliten poslovni obrat, to so lahko kompleksna razmerja. Imamo lahko na ogromno tovarno, kjer ne govorimo o nekih 3 računalnikih pa mizah, ampak govorimo o ogromnem postrojenju in kaj pomeni zdaj za tega najemnika, da mora to postrojenje preseliti, pa je vendarle to mogoče. To se pravi, lahko mu lastnik odpove in 1 leto ima časa, da to naredi. Zdaj pri stanovanjskih najemnih razmerjih, kjer je selitev vendarle veliko enostavnejša, kot pa priseliti stroje, za katere moraš mogoče najeti ali pa jih sploh razdreti in prestaviti, pa te možnosti nimamo. Skratka, zakaj ne bi dali možnost sklepanja pogodb za nedoločen čas in lastnikom dali možnost, da jo, ne vem, vsake toliko časa, da se ta pogodba preveri, se lahko spremeni, in z nekim normalnim rokom tudi odpove. Mislim pa, da je za najemnika, tudi če ima družino, tudi če se je povečala, ne vem, če ima male otroke, 1 leto recimo, ali pa 2, pa vendarle rok, v katerem lahko najde, sploh pri delujočem trgu, v zdajšnjih razmerah verjetno res malo težko, ampak če bi najemni trg deloval, bi pa vendarle lahko v 1 letu najdu pa. Same pa za najemodajalca zelo neugodno, da mora 1 leto imeti v bistvu noter še najemnika. A se vam ne zdi to malo dolg rok? A vi bi dali tudi za stanovanje recimo 1 leto? To bom rekel, zdaj samo primerjavo dajem daleč od tega, da bi to kar za tem stal. To je sigurno, če bi že v tej rešitvi začela razmišljati, bi to predmet nekih malo bolj poglobljenih debat oziroma razprav, strokovnih analiz morali biti. Ampak definitivno je tukaj treba tehtati obe strani. To se pravi, tudi najemniku pa ne moramo reči, zdaj imaš pa, on računa vse na dolgoročno najemno razmerje, zdaj imaš pa tukaj 2 meseca časa, da se odseliš, pa tudi ne bo šlo. Ja, ampak pri nekem urejenem najemnem razmerju, to se pravi, zato, da ga je lastnik oddal v dolgoročni najem, se je mogel zavedati, da gre v dolgoročno igro. In zdaj, če se nam recimo odloči, da bo stanovanje prodal, mora to prej do tega priti, odpovedati najemno pogodbo in bo imel točen termin, kdaj bo to reč oddal. Neko predvidljivost, da imata obe strani. Tako, ja. Obe strani imata potem predvidljivost. Sigurno pa, da bi pa najemno pogodbo odpovedali z nekim 3-mesečnim odpovednim rokom, pa zgubi ves pomen. Ja. Potem je pa vse, če jo sploh nimamo. Še ena mogoče precej pogosta izkušnja je, kar se tiče varščine, in sicer ena najemnica je zapisala: ob odhodu so lastnica in njen partner našli, v narekovajih, madeže, prah in vodni kamen. Lastnica je zadržala varščino, češ da si je ne more privoščiti vrniti. Odvetnik njenega partnerja je nato od nas zahteval 15 evrov na uro za čiščenje stanovanja in stroške za novo posteljo. Kako bi pa ta primer komentirali? Ja, mislim, sigurno je treba stanovanje vrniti v takem obsegu, v taki obliki, kot je bilo predano, s tem, da se neka normalna uporaba tolerira. Zdaj, da so pač, ne vem, omare bolj zmajane, kot so bile prej, to je čist logično, ali pa da se pipje slabše odpirajo. V večini, sploh recimo, če tukaj pogledamo javna najemna razmerja, pa to, da mora biti očiščeno tudi vodnega kamna, je popolnoma jasno. In v osnovi tudi prebeljeno. To je recimo vse naloga najemnika, ki najema javno najemno stanovanje. Tako da v tem primeru
ima kar v veliki meri ta lastnik prav. Zdaj, cena čiščenja 15 € na uro pa v današnjih razmerah ni nič tako šokantna. visoka, ampak je, lahko rečemo, čist tržna, nič posebnega. Zanimiv glede beljenja, to sem zadnjič se pogovarjala, to je zelo pogosto jabolko spora, kdo more prebeliti stanovanje potem, ko se najemnik izseli. V osnovi najemnik. Zdaj, pravilno je, da je to določeno v pogodbi, to je prvo pravilo, mislim, prvi nasvet. Ampak če se ozremo na javna najemna razmerja in bom rekel, verjetno tudi na samo sodno prakso, potem bi mogel to narediti najemnik. Ampak recimo, ker jaz pa poznam en primer, ko se je najemnica ponudila, da bo ona pač osebno prebelila stanovanje in seveda, da bo tudi povabila lastnike, da ocenijo, če je dovolj primerno, ampak so lastniki zavrnili in od nje zahtevali 500 € zato, da bojo pa oni svojega najeli in da ona pa to ne sme delati sama. A je kaj določena, more to najemnik, ali lahko to najemnik naredi sam, ali je imel lastnik v tem primeru prav, da je zahteval denar za to, da je najel profesionalca? Ja, tukaj bi pa rekel, da ima, ker je to se pravi, če je to pogodbeno naloga najemnika, to se pravi, da odda pobeljeno stanovanje, potem je tudi prva pravica njegova, da se on odloči, kaj bo naredil. To se pravi, če se odloči, da bo ga prebelil, pa ga lahko prebeli in odda prebeljenega. Torej, važen je sam, da je pač predolg prebeljeno. Če se pa z lastnikom zmenita, da bo, zadržal en del varščine, pa bo sam poskrbel za to, je pa tudi to možno. Sam težko bi pa rekel, da lastnik lahko pa to kar avtomatsko pogojuje. Ja, v tem primeru je bilo določeno, da mora najemnica pač predati prebeljeno stanovanje, ampak ni bilo pa čist nič govora o tem, da bo zadržana varščina in v kakšni višini. Ona je nekako, mogoče je tudi tukaj problem, ker pogodba ni bila dovolj jasno napisana, ampak je najemnica predvidevala, da bo lahko to sama naredila in je tudi že kupila barvo na svoje stroške in se lotila, ampak potem pa nekako je nastal spor. Ja, to je, mislim, če govorimo o kakšnih daljših najemnih razmerjih, ne zdaj par mesecev in tako naprej, je po moje vse eno, če to prevzame lastnik, ker itak je stanovanje verjetno po nekem daljšem obdobju potrebno prenove in zdaj, da ga tam najemnik prebeljuje pred svojim odhodom, je bolj tako malo nepotrebno Sizifovo delo, če tako rečemo, ker je itak bo prišel lastnik in vse razbil in ga bo tako treba še enkrat prebeliti. Tako da pri takih razmerjih bi jaz rekel, da je boljš tak dogovor, pa ne vem, nekih 100 € zadrži ali pa tako naprej, ali pa ne mu najemnik že na začetku to plača, ampak ker valjda, tukaj imamo res takoj konflikt interesov, najemnik gre pač po najcenejši jupol, vzame mačka in zadevo prebeli, tako kot on misli, da je prav, lastnik bi pa malce boljšo kvaliteto. Na današnje standardi, dizajn in tako naprej mogoče kaj izdizajniral, kaj spremenil, tomu pa najemnik sigurno ne bo počel. Ja, ampak seveda najbolj pomembno je, da je to neka zadeva, ki je vnaprej dogovorjena. Absolutno je najemna pogodba ključna. Meni se zdi, da je nekako v javnem diskurzu veliko napetosti, tako od najemodajalcev proti najemnikom, kot tudi od najemnikov proti najemodajalcem. In jaz sem šla malo pogledati po forumih in sem videla en zapis, ki se mi zdi, da tudi odraža nekak pogost sentiment najemnikov do najemodajalcev. In sicer je pisalo, vsi ti pohlepni tajkuni imajo po 10 stanovanj, mi pa plačujemo njihove kredite. 800 € za 40 let staro stanovanje brez izolacije, to je rob po dnevi. Zdaj, mene zanima, a so nekako take izjave pa te napetosti nekako dramatiziran oziroma popačen način govora o temu, kar se dejansko na trgu dogaja, a je res toliko slabih nekak izkušenj ali strani najemnika ali strani najemodajalca, ali je to nekako samo nekaj prenapihnjenega. V glavnem, če povzamem, a vi res opažate toliko anomalij recimo na trgu, kjer je problem ali strani najemodajalca ali pa strani najemnika, ali je to samo mogoče nekako prenapihnen diskurs? Pa so to res samo anomalije? Ja, bi rekel, da velja to zadnje. So anomalije, torej?
sej to ni samo v najemnih razmerjih tako, ampak je na splošno v življenju, da se pač zaradi vseh možnosti, ki jih imamo danes in forumov in takšnih in drugačnih kanalov, družbenih, Facebookov in da ne rečem še kaj več, TikTokov, pač iz vsake stvari hitro naredi iz muhe slona in tukaj je podobno. Večino najemnih razmerij, večina ljudi je itak korektnih, noben si ne želi za vsako ceno iti neke pravne spore v končni fazi ali pa vlačiti po sodiščih. Tako da iz mojih izkušenj večina najemnih razmerij teče. Je korektnih. Sigurno so danes najemniki v deprivilegiranem položaju in zaradi to, kar so uvodoma govorila, morajo pristati na marsikatero zahtevo lastnika. To se pravi po ali nekih nerazumnih varščinih ali takih luknjah, ki se oddajajo. Zadeva je povsem tržna. To lahko počne vsak. Tudi ta najemnik, ki se jezi, kakšni tajkuni so te, tudi sam lahko kupi teh 10 stanovanj in jih oddaja. V redu, seveda, vsi se nismo, ali pa nismo vsi z istimi predpostavkami štartali v poslovni svet, eni so bolj uspešni, eni manj, ampak to danes ne bomo rešili. Skratka, vsak to lahko počne. Okay. Zdaj, po podatkih Eurostata so se najemnine v Sloveniji v zadnjih 5 letih dvignile za 69%, medtem ko rast plač precej zaostaja. Mene zanima, a se vam zdi, da bi mogla država poseči v določanje najemnin? Pa ne dam en konkreten primer. Jaz sem bila pred kratkim na Expo Real konferenci v Nemčiji, če mogoče poznate, in tam je bila neka nizozemska ministrica in ona je povedala, na kakšen način pri njih v bistvu regulirajo te najemnine. In je povedala, da imajo v bistvu točkovanje in točkujejo stanovanja glede na, ne vem, velikost umivalnika, material, kavča, res čisto vse vzamejo v zakup, potem pa samo stanovanja, ki dosežejo določeno število točk, so lahko proste najemnine, vse ostalo je pa zelo strogo reguliran. Ne glede na to, a je lastnik fizična oseba ali kakorkoli že. A mislite, da bi mi kaj podobnega mogli imeti tudi v Sloveniji? Zakaj ja, zakaj ne? V osnovi kakšne take pretirane regulacije sam osebno ne podpiram. Takle nizozemski primer je za našo mentaliteto samo raj za dodatne špekulacije. Zdaj, kakršenkoli točkovalnik, brez skrbi, da ga bomo Slovenci znali tako narediti, da bomo padli v tisti rang. Smo res toliko prebrisani. Ja, kar se tega tiče, se znamo, mislim, vemo, kako tem stvarem strečta, sigurno definitivno nas izkušnje iz preteklosti oziroma izkušnje iz bivšega sistema, zdaj tisti, ki smo se v njem še rodili, se mogoče ga še spomnimo. Skratka, da bomo to mentaliteto oziroma to krizo menjali, bo še kar nekaj časa trajalo, in mislim, da bi to država se tega oziroma naši zakonodajalci ali pa te, ki nam postavljajo pravila, tega premalo zavedajo. In je boljš, zadeve narediti malo bolj enostavne, bolj preproste, manj obremenjujoče za določene posameznike, mislim za posameznike, in potem se bomo vsi pravil bolj držali. Tako da s tako regulacijo, že ne vem, če uvedemo čisto preprosto, koliko mora znašati največ višina najemnine, bo takoj sigurno bypass, da najemnina za stanovanje znaša toliko, kar bo zakonsko predpisana, potem bo pa še najemnina, ne vem kaj, za parkirno mesto ali pa za opremo ali pa za moderne ključe vhodnih vrat ali pa za vhodna vrata, bo pa to se takoj izreguliralo. Skratka, mislim, takoj v praksi zaživelo za višjo ceno. In v kakršnokoli regulacijo, sploh na tem trgu, mislim, na tej zadevi ne verjamem. Pa še enkrat poudarjam, na zasebnimi najemnimi stanovanji mi ne bomo rešili najemnega trga, to je dejstvo. Da greva zdaj še na to, kaj načrtuje država. Država je napovedala gradnjo 20,000 javnih najemnih stanovanj, to pa naj bi izvedla v naslednjih 10 letih. Mene zanima, a se vam to zdi izvedljivo, se vam zdi, da se bo to res zgodilo in a je to rešitev za naš stanovanjski najemni trg?
Torej, definitivno je verjetno rešitev za najemni trg so neka javna najemna stanovanja. Zdaj, a to v obliki čisto javnih najemnih stanovanj, v obliki kakšnih javno-zasebnih partnerstev, zadrug in tako naprej, to je druga zgodba. Ampak sigurno ne bomo reševali to, kar sem že večkrat danes povedal, najemnega trga s temi najemodajalci, ki imajo 1, 2, 3 ali pa 5 stanovanj. Tukaj bo treba se tega lotiti pač institucionalno, z nekimi večjimi, ali bo to država, ali bo to skladi, ali bo to zasebni vlagatelji. Takoj, ko bojo zasebni vlagatelji, jim seveda treba dati nek zadovoljiv donos, da se bojo tega lotevali. Sigurno mislim, da tukaj ne smemo biti preveč krivični do teh ukrepov, ki so bili v zadnjem času izvedeni. Enkrat je treba začeti, to je dejstvo. Sigurno so v napovedi preveč optimistične. Zdaj, verjetno so bile dale v nekem kontekstu predvolilnih kampanj, političnih bojev, katerim, oziroma samih predvolilnih kampanj, v katero zdaj tudi prihajamo počasi in bo to spet postalo vroča tema. Sem prepričan, da tako količino javnih najemnih stanovanj bo zelo težko zagotoviti. Najlažje je v bistvu sprejeti zakonodajni okvir, pa dati denar. To denarja je itak dovolj, se sliši smešno, ampak denarja je dovolj. Zelo podobno, kot smo pri tej dolgotrajni oskrbi, se tukaj zgodba podobna. Zakonodajne okvire in zagotoviti denar je lahko za državo, ker so pač to samo črke na papirju, če tako rečemo. Izvedba bo pa verjetno še precej bolj zapletena kot pa pri dolgotrajni oskrbi. Kaj pa je glavna ovira izvedbe? Tukaj bomo mogli začeti že pri samem prostorskem urejanju, kako prostorsko sploh zagotoviti prostor za vso to masovno gradnjo in kako te prostorske akte v nekem doglednem času spraviti v življenje. To je pri nas velik problem. Zakon o urejanju prostora je že tretji od leta 2002, vmes smo imeli še zakon o prostorskem načrtovanju. Skratka, stalno spreminjamo to zakonodajo, seveda s ciljem, da bi bila čim bolj preprosta, pa nam nikoli ne rata, še vedno so postopki dolgi. In kako bomo to tako pohitrili, da bo to izvedljivo, se resno sprašujem. Potem je, to je šele prvi korak, potem je treba dobiti dovoljenja za gradnjo in pa to zgraditi. Sami vemo, kje smo pri zgradbeno operativo, sami vemo, da nam primanjkuje kadra, tako tistega za nagradbišča, kot tistega, ki vodijo posamezne gradnje. Mislim, da sem prebral na analizi inženirske zbornice, da nam manjka vsaj 30% gradbenih inženirjev oziroma strokovnjakov inženirske stroke nasploh, glede na maso. In to so res enormne številke. In tudi, če jih danes začnemo masovno, poklic in sam študij je zelo zahteven in posledično nepriljubljen. In čist operativno tudi če danes država že prinese gradbena dovoljenja za teh 20,000 stanovanj, jih bo kar težko zgraditi, pa če vsi tako zagotavljajo, da ker že pri sami izbiri izvajalcev, pritožbeni postopki in tako naprej. Vemo, ko smo gradili avtocestni križ, kaj vse vam padlo, tako da sem kar malo skeptičen, ampak definitivno pa koraki v smeri so pa začeti in to moramo pohvaliti. Sej vsi zelo radi dajemo za primer ta dunajski model, ampak ta dunajski model si gradil 100 let. Mi smo zdaj na drugem. Pa ima tudi svoje pomanjkljivosti, recimo. V redu, ampak rečemo, da ima v nekem svetovnem merilu veliko več prednosti napram pomanjkljivosti v primerjavi z vsemi ostalimi. Ampak mi smo zdaj na 2. letu, oni so pa na 100. letu. Tako da ne moramo jih v 3 letih ujeti. Ne moramo preskočiti korakov. Tako da temelji so solidno postavljeni, ampak da bo pa to zaživelo v praksi, bo pa še kar nekaj časa preteklo. Kaj pa omejevanje Airbnb nastanitev? Torej, to je tudi nekaj, na kar se je, oziroma kar vlada
počne, zato da bi sprostila nek del stanovanj za dolgoročne najeme. Ampak jaz bi tukaj poudarila, da iz raziskave leta 2024 ne bi v bistvu kratkoročni najemi Ljubljani odvzeli približno 2% stanovanjskih kapacitet. Zdaj to je pač glede na neke uradne podatke, verjetno je tudi veliko dela na črno, se to se pač oba dva zavedava. Ampak mene zanima, kako se vam pa tukaj zdi učinkovito? Mislite, da bo to omejevanje Airbnb-a prineslo pozitivne posledice za dolgoročno najemniški trg ali bo nekako sam negativno za naš turizem? Zdaj, da se ta kratkoročne nastanitve nekako zregulirajo, sigurno prava pot. To se strinjam. Tukaj so pozitivne posledice ne samo z vidika najemnega trga, pa samega nepremičninskega trga ali pa bivanja kot takega, ampak tudi bolj z vidika obvladovanja turističnih tokov in tako naprej. Okay. Vsi vemo, da so ti najbolj oblegani turistični kraji, v redu, Ljubljana je itak prestolnica, pa je oblegana že brez turizma, ampak če pogledamo obalo ali pa te alpske turistične kraje, nam pa turizem po moje že leze čez glavo. In to je ena izmed sigurno pravih poti, da se to omejuje. Je pa res, da tale gnil kompromis, ki je bil zdaj pač sprejet, če govorimo o večstanovanjskih stavbah, z nekimi soglasji, katere spet ne bo nihče preverjal, pustimo tiste oglasne deske pa nalepke na vratih, bo to bolj mrtva črka na papirju, definitivno. Sigurno pa, če je teh stanovanj ali 0,5% ali pa 5%, zopet smo pri tej moji tezi, da s tem ne bomo rešili najemnega trga, ampak imajo pa vpliv na najemni trg. Če ima lastnik alternativo, to se pravi ali kratkoročni ali dolgoročni najem, in mu dolgoročni najem, to se pravi zagotavlja nek višji prihodek, bo pač v želji po zmanjšanju oportunitetnih stroškov tudi od klasičnega najemnika hotel tako najemnino. To se pravi s tisto razliko, kjer sigurno bo najemnina za kratkoročni najem, zaradi tega, ker imamo vendarle kar nekaj dela s tem, vedno višja, ampak konkurirajo si pa na trgu vsi. In definitivno ima tudi ta 1% vpliv na vse ostale najemnine. Češ, v redu, jaz bom če recimo s kratkoročnimi nastavitvami lahko generiram 1000 enot na mesec, bom oddal na dolgoročni najem, če bom generiral 800 enot na mesec, poskusim najprej s tem, če dobim najemnika, bom šel v to zgodbo. In posledično tudi ti kratkoročni dvigujejo cene dolgoročnim. Tako da definitivno učinek sigurno ima, to se recimo lepo kaže v zadnjem času, še lepše se je pa kazalo takrat v koronskem času. Jaz redno spremljam oziroma sem naročen na to dnevno obveščanje o novih najemnih stanovanjih, ki so se najdle na trgu, res da ne za celo Slovenijo, pa za tisto območje, ki ga spremljam. In recimo, če je bilo, preden smo začeli tole zgodbo od prepovedi Airbnb in tako naprej, je bila res ponudba, mogoče na dan kakšno stanovanje. Bolj, ko se o temle govori, je ponudbe vedno več. Zanimivo. Recimo, lep primer je bil pa takrat v koronskih časih, ko so se vsi ustrašili tega, se zdaj pa tako ne bomo več nikamor hodili, je bilo ponudbe kar naenkrat dovolj. Ampak tudi zdaj, če pogledam, je tudi zdaj, če bi šli na določene portale pogledati, je ponudbe ni tako malo. Res pa, da so cene oziroma da so najemnine visoke. Sam definitivno, če sva zopet pri ponudbi in povpraševanju, bo s časoma mogoče pa to vodilo v neko korekcijo. Okay. Zdaj, midva sva že praktično pri koncu, pa bi vas za konec vprašala, če bi lahko danes samo eno stvar spremenili na slovenskem nepremičninskem trgu, kaj bi spremenili in zakaj? To je zanimivo, dobro vprašanje. Na splošno bi, če rekel že kar v splošnem, ne samo na nepremičninskem trgu, bi nam sigurno, če sva zdaj pri tej zgodbi, da imamo zlato ribico, ki nam uresničuje želje, ne kar je realno, je
hiter in učinkovit sodni sistem. Ker če bi se vsi pri svojem delovanju zavedali, da bomo v primeru, da se ne držimo pravil ali na cesti, ali pa v nekem pogodbenem odnosu hitro sprocesirani v sodnem sistemu, potem se bi jih verjetno toliko bolj držali. Ampak sem pa prepričan, da je to še težje urediti, kot pa zgraditi 20.000 javnih najemnih stanovanj. Je ena izmed vmesnih variant, ki je bila zelo dobro zamišljena, ki je v bistvu država pravzaprav prevzela nase ta počasi delujoč sodni sistem, je bila ta javna najemna služba. Pač država je ponudila, da stanovanja oddaš skladu, stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, on ga potem oddaja naprej. S tem v bistvu država prevzame nase to tveganje, da bo najemodajalec vedno dobival tisto najemnino, najemnik bo pa zaščiten, ker ima pač pogodbo sklenjeno s skladom. Žal je bila zadeva takrat slabo premišljena, tako da mislim, da njih 8 ali 10 stanovanj v tej javni najemni službi praktično nič, samo delo je z njo. Ampak če bi to spravili v življenje z določenimi popravki in še z določenimi davčnimi stimulusi, sigurno je obdavčitev oddaje nepremoženja v najem previsoka, in to je še spet eden izmed razlogov, da se v najemne pogodbe piše nižje cene in kasira na roko. Če bi imeli ustrezno nižjo davčno stopnjo, bi pobrali 100 davkov, samo transparentna razmerja bi imeli. Ampak v javno najemno službo bi pa ljudje tudi vstopali, če bi imeli nek stimulus. Torej, definitivno je nek stimulus ta komfort. Ne bom se ukvarjal z najemnikom, ali plačuje ali ne plačuje, me ne zanima, ali razbije stanovanje, ali to me ne zanima, ker ga je itak sklad prenovil. Definitivno bi najemniki veliko rajši in lažje stopili v taka najemna razmerja. Zdaj treba dobiti še drug del tega korenčka, nek finančni stimulus, da bo to vsaj približno uravnoteženo. In Airbnb prepoved je bila že nek korakac, zelo majhen korakac, žal v to smer, ampak še z neko večjim davčnim odpustkom bi pa mogoče naredili en korak v tej smeri in začasno vsaj premustili ta čas, da zgradimo ta dolg čas, da zgradimo teh 20.000 javnih najemnih stanovanj, pa da naredimo učinkovit sodni sistem. Super. Anže, najlepša hvala za res zanimiv pogovor. Hvala, da ste bili z nami in se poslušamo v naslednji epizodi. Hvala in srečno.